Nedeljski klepet. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo decembrski nedeljski klepet. V tokratni oddaji bo moja gostja Metka Klevišar in Jon Kanir. Metka Klevišar, poznate jo, zdravnica onkologinja, je ena prvih, ki se je postavila po robu tabujem staranja, opuščanja in minevanja, in ena tistih, ki svojim zgledom vse življenje učijo, kako je mogoče svojo bolezen in bremena udomačiti ter z njimi kakovostno živeti. Tako so zapisali v celjski Mohorjevi družbi, kjer so ob njeni 80-letnici k sodelovanju povabili znane osebnosti in ljudi, ki so v njenem življenju pustili vtis. Prosili so jih, da Metki zastavijo vprašanje, marsikdo se ni ustavil pri enem, predvsem pa so to vprašanja, ki si jih v življenju kdaj zastavimo vsi. Ob tej priložnosti je tako nastala knjiga Vprašajmo Metko, Srečanje na hribu, in to bo tudi rdeča nit nocojšnjega nedeljskega klepeta. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju oddaje. Pogovoru z Metko in Jonom boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v tokratnem nedeljskem klepetu bi radi predstavili najnovejšo knjigo gospe Metke Klevišar Vprašajmo Metko s podnaslovom Srečanje na hribu. Knjiga je izšla pri celjski Mohorjevi družbi. Najprej pa lepo pozdravljam gospo Metko, prav lepo pozdravljeni. Ja, jaz vas tudi lepo pozdravljam. In z mano je v studiu danes tudi sodelavec Jon Kanir. Lep pozdrav. Njega tudi pozdravljam. Dober večer, Metka in Damjana in vsi poslušalci. Tako, knjiga je sestavljena iz vprašanj ljudi iz različnih področij in Metkinih odgovorov. In ko sem prebirala to vašo knjigo, gospa Metka, se mi je zdela kot neke vrste praznovanje vaše bogate življenjske poti. Iz nje res vejeta ena modrost, blagost, pa tudi velika hvaležnost. In me za začetek najprej zanima, kako je prišlo do ideje za izdajo te knjige. Ja, to je bila prav zanimiva pot. Torej, jaz osebno sem hotela izdati ob 80-letnici eno knjigo, in sicer za 60-letnico sem izdala Kako udomačiti bolezen. No, ne kako udomačiti bolezen, moja četrta kariera, ja. No, in potem sem si mislila, potem bi jaz samo še dodala 20 let zraven, kar bi bilo tudi zanimivo, pa tista knjiga je bila dobro sprejeta. No, potem so pa na Mohorjevi niso bili preveč za to in so prišli z idejo, da bi poslali vprašanja nekaterim ljudem in bi jaz odgovarjala na ta vprašanja. Zdaj večino ljudi, torej težko reči večino, nekaterih sploh nisem poznala, ki so jih vprašali, nekatere sem poznala, nekatere sem tudi jaz predlagala. No, in tako je ta knjiga nastajala. V bistvu je nastajala nekaj mesecev in zame to ni bilo posebno delo, ker sem sprot odgovore pisala. No, rada bi vas vprašala še malo o tem izboru sogovornikov. Rekli ste, nekatere ste predlagali sami, nekatere so predlagali na založbi. Ste se posvetovali, ste imeli neko omejitev števila sogovornikov, potem področja, iz katerih prihajajo. Kako je pravzaprav potekal ta izbor? Pravzaprav nismo imeli nobenega posvetovanja, nobenega merila. Jaz sem njim prepustila, da povabijo tiste, ki bi jih povabili. Jaz sem pa tudi nekatere takšne, ki jih jaz poznam in za katere se mi je zdelo, da bi bilo kar fajn, če bi vprašanja poslali. In potem je bilo to pravzaprav tudi odgovarjanje na njihova vprašanja, neke vrste praznovanje za vas, spominjanje vaše življenjske poti. Kako ste to doživljali? Ja, moram reči, da jaz sem to zelo lepo doživljala. Jaz nikoli v življenju nisem praznovala tako v velikem številu, tako kot letos.
ampak vedno v zelo majhnem krogu. Letos je pa tega nastalo kar nekaj in ob mojem praznovanju je bilo kar veliko ljudi. In se mi zdi, da je po svoje bilo pa tudi to lepo, ker je bilo toliko ljudi. In pravzaprav je ta knjiga res nastajala kot pregled čez celo moje življenje. Jaz tega nisem nikoli pričakovala, da bo tako, ampak potem je tako to nastajalo. In verjetno tudi tisti, ki so mi poslali vprašanje, tega niso tako pričakovali, ker so mi poslali neko vprašanje, sem pa ob tem vprašanju še marsikaj odgovarjala, kar je zraven spadalo. No, izbor sogovornikov je res pester in pisan, tako med drugim zastavljajo vprašanja Ivo Boscarol, Manca Košir, Blaž Švab, Urška Bačovnik-Janša, Matjaž Robavs, Janez Gril, Milena Miklavčič in še mnogi drugi in tudi naš sodelavec Jon Kanir. In bi zdaj, Jon, najprej tebe vprašala, kako ste se pravzaprav z Metko spoznala? Ja, z Metko sva se spoznala nekega ponedeljka, se dobro spomnim, da je bil sončen dan, sem se sprehajal zunaj po Ljubljani, takrat sem študiral redno v Ljubljani in sem na Facebooku potem, ko sem pogledal na telefon, opazil, da Dom Sveti Jožef objavlja vabilo na pogovore o življenju in smrti. In ker tudi sicer se sam rad ukvarjam s temi temami in o njih premišljujem in tudi sicer delujem v Slovenskem društvu Hospic, sem se seveda takoj prijavil na te pogovore. V bistvu brez nekih pričakovanj Metke prej sploh nisem še poznal, ampak že v tisti urici, ko smo se pogovarjali, smo se izredno dobro ujeli z vsemi sogovorniki, tudi z Metko. In takrat sem se začel udeleževati teh pogovorov in sva z Metko, mislim, da čeprav nadaljavo preko Zooma spletla eno vez in sva si potem tudi dopisovala. No, potem me je pa enkrat Metka